Oče, prosimo te za tvoj blagoslov, tvojega duha, naj bo to homilija, tvoja beseda, užgana po svetem duhu in naj nagovori srca in razodeva tebe. V imenu našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa. Amen. Misijonska nedelja, nedelja naših misionarjev, in oni delajo po tem načelu, ki ga bomo danes srečali, ki smo ga danes srečali v Božji besedi. Mojzes, on je zgled vztrajne molitve. Takšni moramo biti mi, takšni morajo biti misionarji. Ko so imeli bitko, je on držal roke kvišku, kar pomeni molitev, in je molil v srcu, molil s telesom. Koga je molil? Boga, ki se mu je razodel in ki mu služi. Ko več ni mogel držati roke, so mu podpirali roke njegovi pomočniki. Tako da je vedno bil v molitvi in Izrael je premagal Amaleka. Zakaj se gre v tej bitki, zakaj ga je moral silo premagati? Kajti Bog je zavrgel to ljudstvo Amaleka, ker so imeli navade, ki niso bile Božje, ki so imeli grešne navade. Se pravi, delali to, kar ni bilo dobro, in Bog je našel mesto za Izraela. Božji ljudje gredo na mesto tistih, ki so v grehu. Brez molitve pa ne bo ničesar, brez priznavanja Boga. Zato velja tudi za nas. Tako tudi ti delaj, ki si sedaj pred ekranom. Kliči Gospodu ves čas, dvigaj roke k Bogu in ravnaj seveda po Božji volji. Bodi v duhu in resnici v molitvi. Samo našo vero potrjuje tudi naša dejanja. In moli k Bogu iskreno svojimi besedami. Včasih so oblasti tisti, ki nam ne omogočajo prave zbranosti in pravega namena, da bi te besede obrazca bile naše besede, da bi te besede obrazca bile naši premiki našega srca. Moliti kako dolgo? Do konca. In verovati kako dolgo? Do konca, do zmage. To je naša naloga. Kajti pomoč nam prihaja na tem svetu od Gospoda. Naš odnos mora biti taki do Boga, da od njega prejemamo moč in svobodo, da se v njem osvobodimo, postavimo duhovno na pravo pozicijo in od njega črpamo življenje. To pa lahko samo v določeni stopni, ko se mi očistimo na takem nivoju, da nas tisti grehi več ne premetavajo sem in tja, in smo v takem stanju, da lahko prejemamo pomoč od Gospoda, da se lahko z njim družimo. On je naredil nebo in zemljo. In ne bo dal, pravi psalm, da bo tvoja noga omahovala. Psalm je tisti, ki nam zagotavlja Božjo pomoč. Gospod te varuje vsega zla, varoval bo tvojo dušo. Torej, ko smo mi z Bogom, kot mi dvigujemo roke, ko je naše srce obrnjeno Gospodu, takrat nas bo on lahko varoval in dal, da zmagujemo. Tako tudi tebe ne bo nikoli zapustil, če ti ne boš njega zapustil. Če ti ne boš njega zapustila. Bodimo pred Bogom, ki je Oče, ki je Jahve, v Jezusovem imenu. Torej, potem imamo Timoteja, ki je neke vrste misionar v takratnem poganskem okolju. Pravi, od otroštva poznaš Sveto pismo. Mi oznanjamo nauk Svetega pisma, ki ga cerkev razlaga na pravilen način. Brez Svetega pisma ni ničesar. Tam spoznamo Jezusa, tam spoznamo, kaj je Božja volja. Tam dobimo nauk, kaj je prav, kaj ni prav. Kaj Bog govori, ne samo prav samo po sebi. Kajti Bog nam govori v našem srcu prav tako, kaj je dobro in kaj ni dobro. Ampak to nam Bog sporoča, kako naj se ravnamo.
da bi bili mi božji ljudje. Spravi, ti si božji človek in to moraš biti božji mož, božja žena. To ne več sama, ti si božja, ti si z Bogom povezana. Ko greš ti, gre Bog s teboj, ko greš ti nakupovati majonezo, gre Bog s teboj. Ti si v Bogu, ti si v Gospodu. In on pravi, je Jezus Kristus pravi, v katerem je odrešenje, pravi Timote apostol Pavel. Zato oznanjuj koga? Jezusa Kristusa križanega, oznanjuj besedo. Cerkev oznanja besedo in moli za ljudi, kakor Mojzes molijo za ljudstvo. Oznanja besedo in vidi znamenja Božje prisotnosti, oziroma apostoli so delali znamenja, čudeže. Zato je glavno misionarsko delo je prepričati ljudi in jih dobiti v mrežo. Apostolu Petru je rekel, odslej boš ljudi lovil, ne samo da jih boš nahranil, ampak boš lovil njihove duše, da bodo lahko zavračali greh in naredili prostor za Boga v svojem srcu. Lovil boš duše za Božje kraljestvo. To je bistvo misionarja in to je bistvo tudi našega življenja s Kristusom, da mi duše izpostavljamo Gospodovi ljubezni in iz tega potem tudi mi ven delujemo. Zato pravi vztrajaj, torej vztrajna molitev, kajti Bog rešuje, dvigaj roke, kakor Mojzes, vztrajaj, Timotej, in tudi ti vztrajaj dnevno, vsak dan z Gospodom, v mislih, besedah, dejanjih, molitvi, v veri in v besedi. Beseda, Sveto pismo. V Svetem pismu se mi srečamo z Bogom. Jezus je rekel, moje besede so duh in življenje. Vse bo prešlo, moje besede ne bodo nikoli prešle. Zakaj? Kajti besede je Bog sam. Bog sam. In ima to možnost, ko ti tisti oreh zdrobiš lupino, da nahrani tvoje dušo in tebe. Božja beseda je tista, ki nas hrani in nas združuje z očetom, z duhom očetovim, ki je v Božji besedi. Oznanjuj besedo. Mi nimamo nič pametnejšega, kakor oznanjevati besedo, ki pa je vedno oznanjevanje s Svetim duhom. Ni več samo neka logika, neke vrednote same po sebi. In to je cilj, da ljudje duhovno rastejo. Cilj človeškega življenja ni majoneza, ampak je duhovna rast, vedno večje približevanje Bogu. Mi smo ranjena bitja, mi smo nepopolni. Smisel krščanskega življenja je krščanska popolnost, kar pa pomeni blaženost, združenost z Bogom in v spoznanju, besedah in dejanjih. Sveto pismo in evangelijo govori o tem, da je prav tako žena bila vztrajna v veri, do konca, če okoliščine, če so takšne ali drugačne, je verovala v Boga in vztrajno prosila tokrat krivičnega sodnika, molila k Bogu za pomoč in na koncu zmagala, dobila svojo pravico. Kako dolgo vztrajamo v veri, v dobrega Boga in njegovo naklonjenost? Do konca. In Jezus se sprašuje, vendar, ali bo sin človekov še našel vero na zemlji, ko se vrne? Kaj to pomeni? Pomeni, da ne bo vere. Da ne bo vere. In danes je svet vse bolj satanski. In tudi je satanski, že sam po sebi, svet človeka. Vera je pa vse manj. Manjši obisk cerkve, manj kristjanov, manj globoke, prave vere, neke naučenost, gremo k maši, potem gremo ne vem kam. Ni pa globine. Molim, znam vse molitve, naši mladi ne molijo, ne hodijo v cerkev. Globina, ta bo pritegnila in pa ljubezen. Torej, Bog bo pomagal, ampak tisti, ki imajo vero,
ki imajo Sveto pismo, tisti, ki vztrajno molijo, ker vztrajnost pokaže mi svoje verovanje. Tisti, ki razmišljajo, da pridejo do jasnih spoznanj, kajti jasna spoznanja nam omogočajo ljubezen, nam omogočajo, da se z Bogom združimo. In potem na koncu potrebujemo ljubezen do Boga in do bližnjega. Brez ljubezni do Boga, ki je cilj našega duhovnega napredovanja, in ljubezni do bližnjega, ne bomo ničesar storili. Ničesar. Jezus pravi, brez mene ne morete ničesar storiti. On je v duhu ljubezni prisoten v nas. Potrebujemo duhovno napredovanje. Ni misijono brez Božje ljubezni, ki jo misionar deli, ki jo ti deliš svojim bližnjim. Ni je brez besede, kaj beseda govori. Sama neka prošnja, oj, pomaga mi, pa se ne spremeniš, ne pomaga nič. Ni rešitve, še vedno greš navzdol. In mi moramo biti Božja ljubezen, ki pa dobimo od Boga. Če se mi kljub vsemu, da nimamo ne Božje ljubezni, česa trudimo in rinemo k Bogu, glede na situacijo, ki jo imamo, bomo sprejeti in bo se Bog na nas ozrl. V Jezusovem imenu. Amen.